profesor Bunc povedal, nekako pri programu Tavija sodelujemo skupaj že 15 let. V samih začetkih je pravzaprav ta metoda obudila oziroma na novo spodbudila interdisciplinarno sodelovanje kirurgov in kardiologov, kar nam je gotovo dalo na nek način drugačen pogled na bolnike. V letih, ki so potem prišla po sami prvi implantaciji, se je razvila usmerjena skupina strokovnjakov, kot je že prej omenil dr. Vitez, strokovnjakov iz področja kirurgije, kardiologije, anestezije, ki sodelujejo na skupnih sestankih in na podlagi evropskih priporočil nekako usmerjajo oziroma odločajo o tem, katera metoda zdravljenja bi bila najbolj primerna za vsakega posameznega bolnika. Vedeti moramo, da kljub temu, da smo se danes zbrali tukaj na sestanku, oziroma da smo se danes tukaj zbrali zaradi tega, ker se pogovarjamo o Taviju kot o metodi zdravljenja stenoze aortne zaklopke brez odpiranja prsnega koša, so bili pa sami začetki drugačni. Takrat se je ravno tako bilo potrebno odpreti prsten koš, zato da smo tako zaklopko lahko ustavili. Danes je metoda zelo napredovala in večino zdravljenja dejansko poteka preko perifernega žilja, se pravi preko žil v dimljah, lahko tudi žil na vratu, redkeje, vendar kljub temu razvijajoče se žil na roki. Kirurgi pravzaprav nekoliko zvedavo zremo v prihodnost. Zaradi naših izkušenj z biološkimi zaklopkami, ki smo jih v preteklosti se pravi vgrajevali s kirurško metodo, smo zelo včasih mogoče celo preveč konzervativni in zelo pričakujemo pravzaprav dolgoročne rezultate te obetajoče metode, ki je v naših očeh še vedno mlada, kljub temu, da je že 15 let nekako v uporabi. Dejstvo pa je neizpodbitno, da je to metoda, ki je primerna za posamezne bolnike, pri katerih noben drug način zdravljenja aortne zaklopke ni možen, in da je to metoda, ki je enakovredna pravzaprav zlatemu standardu, to je kirurški menjavi aortne zaklopke pri bolnikih, ki so starejši od 75 let. Z gotovostjo lahko rečem, da je to sodelovanje pri zdravljenju aortne zaklopke s manj invazivnimi metodami, kot je Tavi, spodbudilo ne samo skupen pogled drugače na bolnika, ampak je tudi na kirurški strani spodbudilo to, da smo začeli razvijati manj invazivne metode kirurškega zdravljenja, seveda za tiste bolnike, za katere Tavi še ni primeren. Tako da lahko danes zamenjamo, se pravi, aortno zaklopko skozi zelo majhen rez na prsnem košu ali majhen rez nad prsnico. Tako da težko gremo mimo tega, da bi rekli, da smo se vsi obogatili od tega, tako se pravi strokovni kolegi na kardiologiji, kirurgi in seveda bolniki, pri katerih lahko danes res ponudimo neko enakomerno in enakovredno informacijo o načinih zdravljenja in res izberemo za vsakega bolnika prav način.